Druga vreča denarja, ki je na nek način vam na voljo, so razne subvencije, zagonske spodbude, ki jih dajo državne ali pa lokalne inštitucije. Mestna občina Maribor je imela spodbudo za prvo zaposlitev, s katerimi ste si lahko odkrili prispevke za svoje SP, če ste se samo zaposlili. Najbolj znana slovenska inštitucija, ki deli in ki ima denar za start-upe, Slovenski podjetniški sklad, njegova najbolj znana ta zagonska spodbuda je 5.2. Koliko izmed vas tukaj pozna 5.2? Nekaj rok ste dvignili. Skratka, 5.2 je zagonska subvencija, v okviru katere lahko dobite od države 54 tisoč evrov subvencije. Subvencija pomeni, da vam država v zameno za ta denar ne vzame lastniškega deleža, niste dolžni, torej to ni posojilo, ki ga podpišete na banki, skratka ne rabite ga odplačevati, ampak da dejansko denar, ki ga dobite na podlagi nekega prijavne dokumentacije, nekega taki mini poslovnega načrta. Dostikrat imamo taki primer, iščem od 20 do 500 tisoč evrov, Cool, Koga zdaj iščeš, poslovnega angela, iščeš 20 ali 100 ali 500 tisoč evrov, odločiti se moraš, kaj hočeš, in to, da že priješ do nekega VC-ja, pa rečeš, veš kaj se rabo bi, dovolj mi je 50, samo vseeno bi odel 150 za ziher, To je že v bistvu slab znak, kar pomeni, da nimate razčiščenih svojih finančnih potreb, da nimate svojega plana, da veste, kaj se bo dogajalo z vašim podjetjem čez leta in tako plana. Skratka, naredite v bistvu domačo nalogo, jasno si artikulirate, kaj hočete, koliko denarja hočete, koliko ste pripravljeni dati nekega lastniškega deleža. Raziščite v bistvu, kateri skladi so sploh relevantni za vas, pač ne, če ste v spletnem biznesu, mobile biznesu, ne pičati skladom, ki investirajo izključno v agro ali pa v biotehnologijo. Pač na osnovi moje kilometrine sem nekako izbrala nekaj področij, ki bom vam jih danes predstavljala, oziroma bi želela bolj, da mi to komentiramo, debatiramo, se pogovarjamo, ne želim jaz stati tukaj pa vam govoriti, tako pa tako je. Predvsem bi želela od vas neko povratno informacijo, oziroma tole temo današnjo bolj kot govor o tem, kaj vas muči in kako vam lahko pomagamo, pa vse poskušam pomagati. Druga zgodba so prijeti računi, oziroma vam rekla, to pa je tretji primer, ko se morate registrirati. In sicer, če vi niste zavezanec redni, klasika, pa dobite račune od Facebooka, recimo Facebook je veliki problem, pa mislim, da tudi Google nekaj, in to jih ogromno v praksi ne ve, oziroma mislim, da je leti začela to davčna uprava kar dosti preverjati, pa jih je dosti vse tu zalomilo. Ti imajo prakso, da DDV-ja ne obračunajo. Če boste pogledali vsi tisti, ki že imate firme, idite hitro pogledati, če imate kakšen račun pa niste zavezanci, da imate kakšen račun od teh dveh, ker nimate DDV-ja, ga zaračunajo. Če oni ne zaračunajo DDV-ja nezavezancu, ste se vi dolžni registrirati v svoji državi, pa ta DDV plačati.